Prisrčen pozdrav v našem studiu, evropski poslanki, doktorici Romani Jordan. Dobrodošli. Lep pozdrav. Vesela sem vsakič, ko lahko izpostavimo kaj optimističnega in pozitivnega. Plenarno zasedanje se je začelo znotraj Evropskega parlamenta in ne bi vam skoraj da mogel dati boljšo popotnico, kot vam jo je gospod Barroso. Ja, res je. Govor gospoda Barrosa smo vsi nestrpno čakali. Sicer ga pripravi vsako leto, kjer predstavi delo Evropske komisije za naslednje leto, vendar je to leto prav posebno, kajti Evropska komisija, prav tako Evropski parlament, vstopamo v zadnje leto svojega delovanja. Gospod Barroso je zdaj predsednik Evropske komisije že drugi mandat in pravzaprav ne pričakujemo, da se bo potegoval še za tretjega. Zato se je na nek način tudi poslovil. No, moram reči, da ima kar dobro popotnico oziroma dobre razmere, kajti vstopili smo leta 2008 in 2009 z začetkom mandata v gospodarsko krizo. Evropa vemo, da je imela hude težave in jih še vedno ima. Tudi tisto, kar je Barroso tokrat lahko izpostavil, je to, da se vendarle od vseh evropskih držav pričakuje okrevanje, pričakuje se gospodarska rast, pričakuje se postopoma večje zaposlovanje, razen dveh držav članic, in med tema dvema državama članicama je pa žal tudi Slovenija. Zato se včasih ljudje v Sloveniji kar čudijo, ko jim to pripovedujem. Je pa to seveda resno opozorilo nam, da vendarle stopamo po tisti evropsko začrtani poti, kajti ta pot kaže, kako priti ven iz krize. Bomo Slovenci znali poiskati dobre zglede in njim slediti? Ja, predvsem je odvisno to od politične kulture našega sedanjega vodstva, seveda pa tudi od slovenskih volivk in volivcev. Se mi zdi, da se mi še premalo zavedamo, kako veliko vlogo igramo kot volivci in da se moramo takrat pač odgovorno odločati. 25. maja bodo volitve v Evropski parlament, do takrat vas čaka še kar nekaj dela. Zdaj v teh zadnjih nekaj mesecih boste delali v kakšnem vzdušju, tudi sloneč po Barrosovem govoru? No, vzdušje se že poznal, malce da je predvolivno, se pravi malce napeto, ampak vendarle glede na to, kar se dogaja, pa mislim, da je tudi po drugi strani dobro vzdušje, kajti začetek tega zadnjega obdobja smo začeli z medinstitucionalnim dogovorom o večletnem finančnem proračunu. To pomeni, da so se Svet, Evropska komisija in Evropski parlament uspeli dogovoriti o tem, kakšen naj bi bil 7-letni evropski proračun od leta 2014 do 2020, tako da bomo sedaj lahko to svoje delo zaključili. V okviru, seveda to ni samo ena številka, pa potem poenostavljena tabelca, ampak so v okviru tega proračuna pripravljeni številni programi, o katerih smo razpravljali kar za približno zadnji 2 leti in bomo sedaj lahko o njih končno glasovali in jih do novega leta potrdili, tako da se lahko začne z 1. januarjem že delo na novih finančnem proračunu. Hkrati mislim, da je zelo dobro, da smo se tudi uspeli dogovoriti o mehanizmu za nadzor bank. To je prvi korak v bančno unijo in skratka, to je kar dobra popotnica. Seveda nas čaka pa še nekaj dosjejev, ki jih bomo verjetno popolnoma na novo odprli. Tako recimo jaz nestrpno čakam, da nam Evropska komisija vendarle pošlje direktivo o jedrski varnosti, ki jo je popravila, dopolnila z ugotovitvami po nesreči v Fukušimi, in če jo dobimo v oktobru, bomo lahko to delo tudi zaključili. Popravili ste zakonodajo o biogorivih, ko že govoriva o energiji. Tako, res je, tudi to smo popravili. V letu 2008 je bil sprejet tak velik energetsko podnebni paket in v okviru tega paketa smo postavili več ciljev, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, kako povečati delež obnovljivih virov energije, in pomembno področje je tudi promet, se pravi ne samo proizvodnja elektrike, ogrevanje, ampak tudi promet. In tudi na področju prometa smo postavili cilj, da mora biti vsaj 10% goriv iz obnovljivih virov energije. Največji delež teh zahtev je bil razvoj biodizla, tako se je zdaj izkazalo, in pri biodizlu imamo pa 2 velika problema. Prvi problem je, da je proizveden iz rastlin, ki jih sicer tudi uporabljamo za hrano, in so se zaradi tega začele dvigovati cene hrane in se nam zdi neetično, da hrana tekmuje z energijo. No, drugi problem je pa tudi okoljski.
Kajti za proizvodno tega biodizla so se začeli krčiti ekosistemi, kot so gozdovi, kot so mokrišča. To so tipično ekosistemi, ki močno zadržujejo ogljik, in tako so bile ti posredni izpusti, ki so bili izračunani, celo večji, kot če bi uporabljali klasična fosilna goriva. In to je bilo seveda treba popraviti. Zdaj smo to popravili. In sicer smo rekli, da naj bi dosegli klasičnega biodizla največ 6%, do leta 2020 pa naj bi dajali spodbude za napredna goriva, ki naj bi jih dosegli vsaj 2,5%. Zdaj, napredna biogoriva, kaj to je? To so pač biogoriva, ki druge generacije, recimo, da se uporablja bolj celulozni materiali za te stvari, deli rastlin, ki se ne uporabljajo za hrano, kot so recimo stebla. Tako da upam, da smo uspeli to nekoliko popraviti. Hkrati smo pa tudi naložili, da se naj zbirajo podatki o teh posrednih izpustov za različne vrste goriv, tako da bomo imeli tudi neko bazo podatkov, ali gremo v pravo smer. Doktorica Romana Jordan je v našem studiu, evropska poslanka. 25. maja so volitve. Pred ekipo sedanjega Evropskega parlamenta so še zadnji meseci. Zelo pomembna je tudi ta sprejeta zakonodaja o nadzoru bank. Vemo, da so nas prav banke spravili v nekakšen negotov položaj, no zdaj po Barozovem govoru smo se nekaj naučili iz tega in našli tudi pot ven, našli rešitev, kako se bodo banke nadzirale. Ja, tudi to je izredno pomembna zakonodaja. Se mi zdi, da smo se kar cel mandat pogajali o tem, da smo našli skupen jezik v vseh treh inštitucijah. Mi smo imeli izredno dobro pogajalko Marianne Thyssen iz Nizozemske v okviru naše politične skupine. No, tu gre za enoten skupen evropski nadzor največjih bank v Evropi. 150 bank približno bo pod tem nadzorom in nadzorni organ je Evropska centralna banka. Se pravi, da se velik del nacionalnih pristojnosti zdaj prenaša na evropsko raven in to se mi zdi, da je izredno pomembno, tako v smislu, predvsem v smislu verodostojnosti, tudi enakih meril in konec koncev tudi v smislu varnosti. Kajti mislim, da je izredno pomembno, da če imamo skupno valuto, da je potem recimo nek varčevalec iz Nemčije enako zavarovan, da so njegove vloge, bančne vloge enako zavarovane, kot so vloge ljudi tu v Sloveniji. In še nekaj, kar je pa še bolj pomembno, po mojem mnenju, predvsem za gospodarski zagon, je pa to, da podjetja delujejo v približno enakovrednih okoljih. Če neko podjetje v Nemčiji veliko lažje dobi kredit kot podjetje v Sloveniji, hkrati pa pod veliko boljšimi pogoji, pod nižjimi obrestnimi merami, seveda tu ne moremo govoriti o enakih konkurenčnih pogojih za slovenske podjetnike pa za nemške podjetnike in jaz upam, da bomo tu prišli nekoliko bliže tudi s tem enotnim bančnim nadzorom. Kajti za države, ki imajo evro, je ta enoten bančni nadzor obvezen. Za vse ostale države, ki ne uporabljajo evra, je pa na njih, da se same odločijo, ali se mu bodo pridružile ali ne. Tisto, kar je bilo precej sporno, zaradi česar so bila dolga pogajanja, je bilo predvsem to, da je to vendarle neka politična akcija, seveda politika je odgovorna za to in da tu mora biti tudi nek politični nadzor in ta nadzor zdaj bo, kajti dosegli smo, da bo parlament obveščen o tem, kaj se v nadzornem organu dogaja, da bomo dobili informacije z teh sej, hkrati smo pa zagotovili tudi večjo vpletenost, bom tako rekla, nacionalnih parlamentov, se pravi večjo vlogo nacionalnih parlamentov v celotnem postopku. Doktorica Romana Jordan, preden se posloviva, pa vendarle še zadnjo minuto o prav zanimivi humanitarni okoljski akciji. Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji. Marsikdo si ob tem reče, pa se je že nam dovolj težko. Dobro, smo v mogoče težjem položaju, kot smo bili kdaj prej, ampak je pa toliko ljudi na svetu, ki pa so v veliko težjih situacijah. Ja, res je, ta akcija traja že kar nekaj časa. Začeli smo jo še preden se je začela kriza v Sloveniji in se potem odločili, da jo vseeno
nadaljujemo, čeprav je pomoč indijskim otrokom. Vendar pa naj povem v njihov zagovor nekako to, da so to otroci, ki so tako revni, da niti v indijske javne šole ne morejo oditi. Če ne bi bilo tam Slovenke Mojce Gajen in njenega moža Anupa Gajena, potem bi ti otroci obtičali na cesti brez kakršne koli perspektive, da bi kdaj v življenju lahko bili recimo tako sigurni, da bi vedeli, da bodo en teden siti. Ta šola jih priskrbi z osnovnimi higienskimi pripomočki, da jim hrano, da vsaj enkrat na dan, da niso lačni in naučijo jih teh osnovnih spretnosti. In jaz lepo prosim resnično vse vrtce, šole, ki imajo dobro srce, ki so odprtega srca, da se nam pridružijo. Zbiramo papir in del tega izkupička pač namenimo šoli v Indiji. Torej, še vedno se šole same odločijo, kolikšen del bodo podarile otrokom tu v Sloveniji in kolikšen del šoli v Indiji. Naj pa povem, da prav vsak evro gre tja v Indijo, da nič ni porabljenega v Sloveniji in da šola, ki je zaenkrat še v najetih prostorih, je sedaj že uspela kupiti tudi z našim denarjem, z našo pomočjo parcelo in da že gradijo svojo šolo, tako da ne bodo več odtegovali denarja za izplačilo rente vsak mesec. Se pravi, da so tudi ambiciozni, radi bi čim bolj učinkovito porabili denar. Ker zavedati se moramo, če bo čim večjemu številu ljudi na tem svetu dobro, potem se bodo poznalo tudi nam in pa našemu konkretnemu življenju. Več o tej akciji pa na spletni strani www.romanajordan.si, potem pa Poševnica Indija. Hvala lepa za pogovor in obisk v studiu. Hvala spet Radio Ognjišče, da ste odprtega srca, da ste pripravljeni tudi kaj povedati o dobrodelnih akcijah in hvala za to, da obveščate poslušalce o tem, kaj delamo na evropskem nivoju. Zato se vas že veselimo naslednjič. Srečno. Srečno.